Zelo hvaležen sem vam, da ste se mi pridružili za drugi del 5-6-delne serije Postati, dinamičen duh. To je termin, ki nam ga je dal najin prijatelj, meni in Seli, ker naj jo tako videl. Ker je Bog to tako zasnoval. In to si Bog želi tudi za vsak in tudi vaš zakon, da bi vidva postala eno in da bi tako postala dinamičen duh za Boga. Torej, drugi naslov v tej 5-6-delni seriji je, kdo je ta eden? To je pomembno vprašanje, ki se ga moramo vprašati v svojem življenju, v svojem zakonu. Kdo je v bistvu glavni zakona? Kdo je za tem? Torej, molim, da boste poslušali vaši dve izbiri. In prva izbira se najde v Janez 1:4, kjer piše, v njej je bilo življenje. Življenje, se pravi, v Jezusu Kristusu je bilo življenje. V njemu je bilo življenje, je bila luč, ki je bil luč ljudem. Torej, Jezus v meni naj bi bil luč, ki sveti v mojem življenju in v mojem zakonu. To je prva opcija in to lahko izberemo. In o temu se bomo pogovarjali. Druga opcija pa je nekaj vrstic dlje, no spodaj, 11, kjer piše, v svojo last je prišel, torej Jezus pride k meni osebno in vsem osebam na tem planetu. Če so kristjani ali pa ne, ni bistveno. On ne gleda na osebo. Torej, v svojo last je prišel in svojci ga niso sprejeli. Z drugimi besedami, lahko izberete, da sprejmete Kristusa kot luč svojega zakona ali pa da se temu uprete. Kakšna bo vaša izbira? Tako vas bom peljal čez najno osebno izkušnjo na hitro, da boste videli proces, kakšen proces sva šla midva in kako sva postala dinamičen duh. In upam, da se bo lahko tudi sami sebe videli v teh aspektih, pogledih. In jih odkrili tudi v svojih življenjih. Morda vam bo tudi druge aspekte Božji duh pokazal. Pomembno je, da se iskreno vprašate, kdo je tisti, kdo je ta eden v vašem zakonu. Torej, jaz in Sel sva bila prijatelja že v srednji šoli, 1967 in še naprej. Torej, 50 plus let gremo nazaj. Torej, bila sva prijatelja in zaljubila sva se. Zaljubljena sva bila, povezana sva bila. Ne vem, če je kdo imel tako spoznavni proces kot midva. Vsak prost trenutek sva porabila skupaj. Ne glede na to, ali sva bila ločena, sva se poklicala, če ne sva se pisala pisma, sicer sva se dobila. Vse trenutke se porobila, da bi bila skupaj. Pač želela sva biti neprestano skupaj. Nisva se mogla nožiti drug drugega. Kar kipelo je znaja. In to se ni dal še bolj, da bi bilo tako. Lepe izkušnje. 5 let sva se spoznali. Če bi videli moje zapiske iz srednje šole, bi videli, kaj vse sem napisal. Sicer sva bila narazen 5-6 ur med nama. Ampak, če bi videli te spiske, kaj sem vse poslušal v mojih predavanjih in kaj sem vse posod pisal, srčke in Seli, neprestano sem mislil na Seli. Vedno je bila na mojih mislih. Čudovito. Bog je temu tako namenil. Ona je bila dekle mojih sanj. Ona je bila vse, kar sem si kdajkoli upal. In ko so se poročila leta 72, ja, ta marca je imela 52 obletnico, tudi otroci so prišli na obletnico. Torej, poročila sva se in to sva si želela. Nisva si želela iti na razen. In ko sva se poročila, je pričel razpadalni proces, kjer je začelo razpadati. In to se prične v skoraj absolutno vseh zakonih. Torej, tudi naj.
Sally je bila registrirana medicinska sestra, ker je ravno iz univerze prišla, so ji dali nočno. Torej, ko sem jaz prišel domov, je ona šla v nočno. In obratno, jaz iz službe in ona v službo. In obratno. Več sva bila skupaj, ko sva se še spoznavala, kot takrat, ko sva bila poročena. In hudič to ve. Hudič vidi te priložnosti. Zato sva kupila nov dom, ko sva bila še na koledžu, že takrat, kar pogumno daj. Ampak ta dom je kmalu bil premajhen. In tako sva hotla bolj luksuzen dom. In tako sva s svojimi financami želela zgraditi nek dom, ki je bolj primeren najnim sanjam. Torej, preselila sva se, tako da sva želela iz tam tudi nadgraditi. In to sva bila v poznih 20-ih, ko sva se preselila na podeželje, 40 akrov, svoj lastnimi jezeri in jezeri, na koncu 2 cest in hiška iz hlodov lesa, zelo lepo. Ta proces razpadanja se je naju je lotil, da nisva bila več drug z drugim. Sedaj sva bila vsak v svoji profesiji in v lastnino. Jaz sem hotel dober avto. Imel sem veliko avto, ampak takrat sem želel imeti 1969 Chevrolet Monte Carlo z rdečo striho. In meni se je to zdelo najbolj pomembno. Ampak kako vidiš, da se je pričel ta razpad? Ne samo jaz in Sally, ampak tudi to, kar dosegava, kar sva. Jaz sem imel svojo firmo. Tako sem začel svojo firmo, ker sem hotel biti bogat, ker sem hotel biti pomembna oseba. Mnogo ljudem se to zdi pomembno. Ampak jaz nisem videl, kako pomembna oseba sem bil, ker sem imel svojo Sally, a ne? Tako sem začel pridelovati mnogo denarja in počasi je šlo vedno več časa v reči, ki sem vam jih pregovoril in vedno manj v čas za drugega. Tako je prišel stres v najin življenje, strah v zelo zaposlenem življenju. Vklapljala sva se v odbore, družine, prijatelje. Bila sva zelo aktivna v športih, v hobijih. Preprosto naj jo je raztrgalo. Prav grozen proces razpadanja. In potem naj jo je nekdo predstavil Svetemu pismu. Kako je to zbudilo Sally? Wow. Ja, še v življenju nisem bral Svetega pisma. Tako sem v procesu 4 let postal, kar bi jaz rekel, fundamentalni kristjan. Konzervativen, fundamentalni kristjan. Sedaj sem veroval v Biblijo, nič slabega, in z njo sem tolkel naokoli, kar ni tako dobro, in vključen v pridobivanje duš. Nekaj oseb se je krstilo zaradi najnih podvikov, evangelistično orientiran, King James orientiran, doktrinalno pravilen in usmerjen zdravstveno reformo, popolnoma veganski, iz kadilca, mesojedca. Tako sva bila denominacijsko centrirana kristjana. To je bil najn proces. Jaz nisem bil vedno v vsem, kar sem verjel, pravilen, ampak nikoli nisem dvomil, da imam prav. Če veste, o čem govorim. Malce aroganten. Vprašajte moje brate in sestre ali pa moje starše. Jaz nisem ponosen na to, ampak to je bila pot, po kateri so šla. In v tem procesu sva oba dva bila 30-35 let stara, sva Sally imela največji boj v svojem življenju. To sem že delil z vami, ampak rad bi še enkrat podelil, ker me je to prebudilo. Prebojen sem bil, ko sem sprejel Biblijo, sem se zbudil, ampak vendar sem še vedno jaz vodil. Se spomnite naslova tega, kdo vodi, in največji boj v mojem življenju me je resnično zbudil glede tega, kdo vodi. Službeno sem bil kar uspešen
In zato sem dobil tudi glavobol zaradi stresa, ker nisem imel meje. Silil sem se, želel sem več denarja. In ko sem prišel domov, sem bil zelo napet. Sem prišel domov k moji čudoviti ženi, ki je imela čisto obliko na sebi, perfektne lase, naštimano kosilo ob 3, in sem se usedel, bil sem glavni starešina naše cerkve, sem se usedel, molil in Sally je odšla do pečice, prinesla dolgočasne bele krompirje. Jaz pa ljubim rjave krompirje, ki so rjavi zaradi tega. Ja. Ona je pa želela skuhati brez olja, da bi bili bolj zdravi. In eksplodiral sem. In res nisem ponosen na to. Ko sem eksplodiral takrat, sem Sally vržil ven iz hiše, zaklenil vrata, sem vzel moje 2 jokajoča sinova gor v poslo in nato sem 1,5 ure hodil gor po hiši in razmišljal, kaj je z mano. Sprejel sem Biblijo kot zakon mojega življenja. Lahko vam povem, kdo je zver preko morja, ampak zakaj še vedno nek zver vlada v meni? Kaj bi manjkalo? In jaz bi lahko rekel, da sedaj, ko vi poslušate, tudi vi veste, da pri vas nekaj manjka. Vi veste, da vam nekaj manjka. In ne gre samo za religijo. Jaz sem imel religijo in ta religija ni bila dovolj za me. Se upravičujem. Religija naj bi nas samo povezala z močjo zunaj nas, ampak tega meni ni storila. Povezala me je z njim, bolj kot pa z Bogom te religije. Torej v meni je bil nek Hitler. Torej sem odklenil vrata, Sally je prišla noter in imela ta prestrašen pogled do svojega moža in sebi sem rekel, nekaj moramo narediti drugače. Definicija neumnosti, norosti je to, da delaš stvar naprej isto in pričakuješ drugačen rezultat. Nisem več mogel tega ponavljati, čeprav sem imel dobro konzervativno Biblijo, ki je verovala v Biblijo. Ampak bilo je nekaj, kar ta cerkev ni vedela. In tudi nekaj, kar vam cerkve danes ne povedo. Večina cerkev vas danes pripelje do prve, druge baze v bejzbolu. Vsak dan je potrebno priti, narediti home run. In jaz nisem delal home runov. Čeprav sem bil na prvi ali drugi bazi, sem se dobro počutil. Torej sem si rekel, Sally, poklical sem svojega menedžerja v pisarni in sem rekel, 10 dni me ne bo, ker sva bila v divjini in gospod mi je tam rekel, Jim, problem imaš. Problem je bil, da jaz in Kristus sva eno in jaz sem ta eden. Mi sledite, kaj govorim? Ne zamudite tega, to sem že večkrat rekel. Ampak to je tako pomembno, da naredite ta prehod. Če ne, boste v najboljšem primeru samo neumna devica. Najboljša. Jim, dokler boš ti vodil, se ne bodo stvari spremenile. In to je končna črta. Pa naj bo to osebno življenje, vaš zakon, prijateljstvo ali karkoli. Dokler bo Jim Hohnberger vodil, se stvari ne bodo spremenile. Lahko masiraš to stvar, lahko pobarvaš, nič se ne bo spremenilo. Torej, moral sem se naučiti spremeniti. Jaz in Kristus sva eno. In On mora biti ta eden. In to je ključ v zakonu. To je ključno, da razumete, da je on mora biti prvi v vašem zakonu. Ves čas. Ko se zjutraj zbudite, do ko greste spat, do konca vašega zakona. On je tisti, ki vas naredi dinamičen duo. In ne vi sami. Ne z tem, kar vam Jim Hohnberga govori, ampak on je ta. Jezusa morate importirati v sebe, v svoje življenje. To je bil najtežji nauk mojega življenja in mojega zakona. Naučiti sem se moral, da sem filtriral, in tega ne počnem rad, ampak filtrirati vse skozi Kristusa. Zakaj? Jezus je vse filtriral skozi očeta. Moj oče in jaz sva eno, je rekel, ker je on ta luč.
On je življenje. On je tisti, ki vas naredi dinamičen duh. Torej se naučite vse filtrirati v vašem zakonu. To je ključno. To je zelo pomembno. O tem smo že govorili. V prvem delu smo že omenili. Sedaj pa to še poudarjamo v drugem delu, ker je to tako ključno pomembno, da se držite tega, ne samo mentalno, ampak izkustveno. Torej te krompirji rjavi, lahko bi rekel, tisti dolgočasni krompirji, ali sem filtriral? In zgodbo, ki sem vam podal, ali sem filtriral, ko sem se sedel kot starešina in molil, ko je ona podala tiste krompirje, ali sem vse filtriral, kar je bila moja odgovornost? Ne, nisem. Ali to počnete vi, ko vaša žena vas malce predrami, nekaj naredi ali pa kaj reče? Ali vi to filtrirate? Takrat? Ali sem jaz takrat dobival modrost in moč od zgoraj? Ja, sem. Dobival sem jo, prihajala je moč. Hebrejcem 13:5 piše, da nas nikoli ne bo zapustil. Ker Gospod je moj pomočnik, Bog nas nikoli ne zapusti. On je vedno tam, on je vedno na voljo. On vedno šepeta. Izija 30:21. In ušesa tvoje bodo slišala. In Jim mi je rekel, Jim, to je pot. Sem se odzival na to. Ne, nisem. To je bil problem. Sprejemal sem, ampak sem se upiral temu. Jaz sem bil tisti, ki je vodil. Kako je pa z vami? Ali je bil problem v Seli? Ne, ni bil. Seveda ni bila Seli. Ali je bil problem v dolgočasnih krompirjih? Tudi ne. Ali je bil problem moja služba? Ne. Kaj je bil problem? Saj veste, kaj je bil problem. Problem sem bil jaz. Jim Hohnberga. Jaz sem bil problem. Jaz nisem dovolil Bogu, da on vodi. Imel sem religijo, ampak ni vladal Bog. Bog mora vladati v vsakem zakonu. In večina zakonov vlada človek in zato imajo probleme danes. Tako, jaz sem bil tisti, ki je vladal, jaz sem se upiral Bogu in nisem sodeloval. Jaz sem bil tisti in vsi se moramo pogledati v ogledalo in to ni ravno prijetno. Lažje je gledati na vse druge v svetu, v službi, osebnih ali pa v cerkvi. Jaz se moram storiti nekaj drastičnega. Torej, naredili smo nekaj drastičnega. In tudi vi boste morali narediti nekaj drastičnega. Morda ne bo isto, kot to, kar sva si vidva izbrala Seli, ampak Bog vas poziva, da naredite nekaj drastičnega, ker je vaš zakon na mrtvi točki. Ali pa je do vrhunca prišel. Ali pa gre proti ločitvi. Ne vem. Vi veste. In vi morate narediti nekaj spremembe. Torej, kar sva vidva storila, midva sva popolnoma poenostavila najno življenje. Prodala sva najno čudovito, ogromno posest s domom in se preselila v divjino v Montana. Vse sva prodala, moje podjetje, vse najne avtomobile in končala v majhni koči, nekje v divjini Montane, kjer so bili samo grizli medvedi, veliki losi, Sally in jaz in še ena oseba. Prisotnost Boga. Ko namreč poenostavite vaše življenje, Bog sicer je vedno z vami, kjerkoli ste, lahko ste v New Yorku, Parizu, vseeno, kje ste. Bog je z vami, ampak ne prepoznate ga tako enostavno. In v tem okolju sva lažje prepoznala Boga. Brez telefona, brez televizije. 70 km gor v puščavi in tam naj jo Bog naučil, kaj nama je manjkalo. Več let sva potrebovala, da sva spoznala to, kar vama sedaj predstavlja. In vi se lahko v kratkem času spoznate to, kar je nama bilo potrebno več let. Ker lahko greste skozi najne izkušnje in se lahko identificirate. In vidite rešitev. Rešitev je več ali manj ista. Morda se kakšne male specifike drugačne, ampak jedro rezultata je isti. Janez Krstnik je dobro povedal. Rekel je, on se mora višati in jaz se moram manjšati. Wow. Kaj je to pomenilo za mene? Jaz sem mogel dati mojo ženo pred sebe in Boga pred njo in mene. On se mora večati.
Bog. Koncentriranost na Boga in da Bog vlada in ne da človek vlada, menedžera. Take zakone vedno znova naletiva. Ravno prejšnji teden z mladim parom. Nekaj let sta poročena in sta že pripravljena se ločiti. Ko sva delovala z njimi, je eden izmed njih bil popolnoma nevolen, da bi pustil Boga sebi. Drugi pa je bil voljan to storiti. In za tistega, ki noče spustiti Boga noter, ni veliko upanja. Ne vem, kaj bo storil, ampak ena oseba prihaja ta popoldne sem, da se bomo pogovarjali. On se mora povečati in jaz se moram pomanjšati. Ja. Kaj vam Bog spregovarja? Preprost primer, zelo preprost primer tega. In kako senzibilni moramo biti za to. V času takrat, ko smo živeli v tisti mali kabini, sva imela posteljo zgoraj, jaz sem ravno prišel dol iz spalnice in Sally je ravno pripravljala obrok in ja, že zavohal sem, da bo imela bogoslužje. Ob tem času ponavadi Sally tudi pospravi posteljo. In ko hodim ravno dol po stopnicah, mi Gospod spregovori. Kdo vodi tvoje življenje? Mi je Bog spregovoril. Jim, pojdi nazaj gor in naredi posteljo. Kaj boste storili, če vam Bog prišepeta? Ne sprašujem vas, če želiš narediti posteljo ali pa če je to tvoja naloga doma. Ampak ko vam Bog prišepeta vaši vesti, kaj storite? To je ključ. Da postanete dinamičen duo. Da Bog vlada vašemu zakonu in ne vi. Če spustite Boga noter, ko vam šepeta, rečete, ja, Gospod. Tako sem rekel, ja, Gospod. In sem šel nazaj gor in pospravil posteljo točno tako kot moja žena in Mara, ne tako kot jaz. Lahko bi rekli, ja, se ni bistveno. Ja, lahko vam rečem, to je velika stvar. Ker Izaija 2:22 piše, opustite up človeka in to je ključ, da spustite Boga noter. Prenehati moramo. Jim Hohnberger mora prenehati, da vladaš svoje življenje, Jim Hohnberger. In morate pustiti nekoga drugega noter, da on vlada vašemu in da vas vodi življenje. To je naredil Jezus Kristus in zato je prišel na zemljo. Rekel je, da v svoji moči ne morem storiti nič. Niti postelje ne morem pospraviti. Bog vlada. To je ključ. Ker pa mi tega ne dovolimo v svojih zakonih, več kot 50% zakonov razpade in tistih 50, ki ne razpade, 70% teh pa v bistvu samo sobivajo. Kot da ne bi bili poročeni z isto sebe. Torej 85% zakonov so mizerabli. Samo 15% zakonov resnično prihaja ven, da sijejo. Ni dobro popreček, ne? Kako je pa z vami? Kakšen odstotek ste vi? Vprašajte Bob in Kim, ki ste naju poklicala. Bob je bil na drugi strani in je rekel, Jim, lahko prideš, nama pomagaš ta vikend. In zakon je v resničnih težavah. In ko sem prišel tja, je Bob rekel, greva na sprehod. Ni me povabil noter, Sally je šla sicer v hišo, meni pa je rekel, Karen me bo zapustila, če ne bom postal novo bitje v Kristusu, do takrat, ko boš odšel danes, pozno v nedeljo. In to je, danes je petek. Rekel sem, Bob, lahko postaneš novo bitje. Spustiti moraš Boga noter. Tako sem mu pokazal zelo preprost biblični vers. Jakob 1:19. Bodi pa vsak človek hiter za poslušanje, se pravi, da slišimo tihi glas, ne? Naša srca to slišijo. Hiter za poslušanje, se pravi, počasen za govorjenje in počasen za jezo. Ni zelo zakomplicirano. Bog ni naredil evangelija zakompliciranega. Ni naredil poti, da bi postali dinamičen duo, zelo ga zakomplicirano. Torej, Boba sem vprašal, kdo v resnici vodi njegove misli. Kdo vodi tvoje usta,
tvoj temperament. Boš dovolil Bogu, da vstopi v tebe. Torej, v krizni situaciji. In sem prebral Jakob 1:26. Če meni kdo, da služi Bogu, pa ne brzda jezika svojega, potem je njegovo bogoslužje ničevo. In Bob je bil starešina cerkve, svoje cerkve. In ni nadziral svojega jezika. Torej, o tem sva diskutirala in povedal sem mu, da ničevo pomeni, da nima vrednosti, da je neuporabno. Rekel sem mu, sin moj, ko sem bil še otrok, mislim, da tega več niso počeli, ampak moji starši so me peljali k doktorju Billu in on me je posedel na svojo mizo v svoji pisarni. In prva reč, ki je doktor rekel, stegni jezik. S palčko je potisnil jezik dol in pogledal noter. In Bog pravi, da je jezik merilo, če si bolan ali pa ne. In tvoj jezik je merilo, če si kristjan ali ne. In tvoj jezik ima veliko zveze s tem, ali imaš dober zakon ali ne. Torej, o tem sva govorila, naslednje jutro sva imela zajtrk skupaj in njegova žena je naredila veliko skledov vsenih kosmičev in molil je, vstal je in je sam sebi postregel in tam sem sedel in gledal Boba. Bob, odpri svoje ušesa. In kar naenkrat se je ustavil in začel strežiti s tebi in vzel svoj krožnik in ga podal svoji ženi, tisti svoj krožnik, ki ga je ne pa. Ko bi le videli izraz na njenem obrazu, prvič v življenju je kaj takega doživela, čisto šokirana je bila. In potem je pogledal mojo ženo, njej postregal, meni, njegovim otrokoma in potem nazadnje sebi. Ja, to, Bog deluje, Bog posluša. In potem, ko jemo, je povedal zgodbo iz svoje preteklosti, zelo se je vživel v to in njegova hči ga je prekinila, zelo brutalno, ga je kruto prekinila. In on je samo eksplodiral nazaj z groznimi besedami. In sredi teh groznih besed, ki samo uničijo malo deklico, se je ustavil. Pa je začel poslušati. Poslušal je Boga, ko mu Bog šepeta, ko mu je rekel, Bob, in Bob pogleda svojo hčerko in reče, oprosti, draga moja, ne bi smel tega reči. In vsi pri mizi so bili šokirani. Videli so novega Boba. Nedelja popoldne, cel vikend je bil tak. Nedelja popoldne smo sedeli tam, tik preden sva hotela iti domov z ženo in Bob nam je dal priložnost, da sva slišala nekaj teh njegovih smešnic o svoji ženi, ko se vsi smejo, ampak žena pa boli. Torej, se je pohecel in sledi tega heca se je ustavil in rekel, prosti, to ti delam že 21 let, a mi lahko prosim odpustiš. In videl sem preklop, kako Bob vodi, do tega, da Bog vodi. Zanima me, kako bi vaš video izgledal, če bi lahko predvajali vaš video zadnji teden ali mesec vašega doma. Bi to kazalo, da je Bog v nadzoru ali da ste vi pod nadzorom? Kaj bi pregled vašega jezika pokazal? To je nek indeks temu, kdo smo. In tudi indeks, zakaj naši zakoni ne deluje. Zato se morate vprašati, ali nas bo Bog vodil, vladal ali človek menedžeral. Zelo iskreno je. Če bi lahko napisali e-mail in poslali Jezusu Kristusu, rekli, dragi Jezus, svoje življenje si plačal za me, ti si gospodar, ti si tisti, ki posreduješ. Med 100 pozivi, ko se me v zadnjem tednu poklical, s kakšnim procentom sem ti odzval v zadnjih 100 pozivih? Koliko izmed teh 100 sem se ti odzval pravilno? Kakšen bi bil procent?
Jaz bi rekel, da večina ljudi v večini zakonov bi bili zelo nizki. Dober zakon bi morda bil pre 50%. Fantastičen zakon bi morda mogoče dosegel 75%. Torej, kakšen bi bil vaš odziv? Zato, ker je vaš odziv tako nizek, vas Satan zadržuje, da ste aktivni, da nimate časa, da bi najdli te izkušnje. Prebral vam bom, kaj Satan v bistvu, kaj on dela, da vi ne bi postali dinamičen duh. Da vidite, kako se on združuje z vsemi svojimi demoni, da bi uničil svet in cerkev. To je njegov načrt. To sicer bom bral iz svoje knjige Escape from God. Satan je v svojem nagovoru rekel, da ne moremo zadržati kristjanov, da bi hodili v cerkvi. In res je, hodijo v cerkve. Ne moremo jih zadržati, da ne bi poznali resnice, da bi molili, da bi začeli življenjsko reformo. To bodo naredili in kristjani tudi to delajo. Ampak čas je tukaj esencialen, ker brez časa nikoli ne bodo našli intimno hojo s Bogom. Zato nas je Bog poslal gore, da bi dobila čas in naj jo bi izbudil. Jaz ne govorim, kaj morate vi storiti, ampak samo hudičev načrt vam razkrivam. Če oni dobijo ta čas, nimamo več moči nad njimi. Torej, oni želijo, da se mi nimamo časa postaviti pod Boga. Oni vedo, da je v temu moč. Demoni tako želijo, da nas zaposlijo z nepomembnimi stvarmi življenja. Zamotijo nas, da iščemo zabavo, materializem, da dobimo vedno več in več tega sveta, da zapravljamo in zapravljamo. Potem, da si sposojamo in sposojamo. Prepričati nas morajo, da veselje prihaja od reči, da moži delajo 6 dni v tednu, 10 do 14 ur na dan. Kaj vam Bog spregovarja? Naredijo, da morajo še žene delati, potem ne bojo imeli niti več energije za svoje zakone. In brez zakonov bodo družine razpadle. In brez družin bo družba razpadla. Prestimulirajo naše ume, naše občutke, zasutih s telefoni, e-maili in sporočili, da so vklopljeni v svojih cerkvah in preveč zaposleni v svojih socialnih življenjih, da so zaposleni, da smo pod stresom. In to nas bo vse zadržalo, da ne dobimo Jezusa v svojih življenjih, zakonih in družinah. Brez te povezave z Bogom bodo na koncu to ure in samo nespametne device. Tako pa on zdaj povečuje hitrost vedno hitreje in hitreje. Pobeg Bogu, stran 26. Sredi tega tornada vrtinca, v katerem se mi vsi najdemo. Vi imate svoje tornadote. Sigurno lahko kaj dodate ali pa dozamete, ampak vsak ima svoj vrteč se tornado. In sredi tega Bog spregovarja. In tvoje ušesa bodo slišale besede za vami. Tukaj je pot izhod. Kaj vam Bog sedaj spregovarja? On vas želi revitalizirati vaš zakon. Želi, da bi postali dinamičen duh. Želi vam dati moč v vašem življenju. Želi vam dati svoje življenje, da bi sijalo skozi vas. On ne gleda na osebo. On je to storil za me. Bo storil tudi za kogarkoli. Ni važno, če ste v cerkvi ali niste v cerkvi. Bog je dal svoje življenje za vsakega na tem svetu. Absolutno vsakega. In naša odgovornost je, da se naučimo, kako poslušati na ta tihi glas. Ta glas, ki je sicer tudi napisan tudi v Bibliji in ki spremlja našo vest vsak dan. In to moramo poslušati, zato beremo Biblijo. Zato, da imamo vest, ki je občutljiva na ta tihi glas od Boga. Ker je On tisti, ki usmerja naš zakon. On nas naredi dinamičen. Torej gremo k njegovi besedi, k njegovemu duhu in rečemo, Bog, poslušam. In potem moramo to vse filtrirati, kar pride skozi naš dan. Ko recimo gremo po stopnicah dol in nam Bog prišepeta, naredi posteljo, Jim. Ja.
Kaj boste storili, ko vam Bog šepeta? Verjetno to ne bo postelja, morda bo to posoda. Jaz ne vem, karkoli. Bog ima 1000 reči, ki želi, da jih storimo. Da ponovno povežemo zakon in on izbira, katero. Naše pa je samo, da poslušamo, da filtriramo in da izberemo. To je vse, kar je Bob naredil. Tako sta sestavili nazaj svoj zakon. V enem vikendu sta sestavili zakon. Od petka zvečer do nedelje popovdne, ker je izbral Boga. Poglejmo, kako to deluje. Naj vam povem še nasprotje tistih mojih rjavih krompirjev. Še en primer, kjer sem umival roke. Vem, da sem to že kdaj povedal, ampak to je tak klasičen. Prvi je bil klasičen, ki mi je prebudil, te rjavi krompirji. In drugi je tudi klasičen, da sem ga našel, da deluje, ne glede na vse. Bil sem doma, pucal sem ravno motorko, srane roke sem imel, sem šel v kabino, sem imel, kjer sem si umival roke z milom in lep dan sem imel z Gospodom. In kar naenkrat pride moja čudovita žena skozi vrata, me pogleda in vpraša, kaj počneš, dragi? In to, takrat me je hudič udaril. Kakšno neumno vprašanje. To mi je hudič šepetal. Ali ne vidi, da si umivam roke? Sedaj sem imel priložnost, da poslušam, da filtriram in da izberem. Kaj pa delate vi? Jaz sem preklopil. Iz smotanih krompirjev, da sem ženo vrgel ven, do tega, da poslušam Boga, da filtriram skozi Boga in pogledam ženo in rečem, umivam si roke, draga moja. In zmaga je bila moja. Danes sva zaljubljena. Zakaj? Ker Jim Hohnberger ne vodi več. Bogu dovolim, da on vodi. Zato hodim z Bogom vsak dan. Zjutraj, ne zato, da si zapomnim besedilo ali dve, da bi lahko govoril teološke diskusije, ampak zato, da bi Bogu dal nazaj slavo, to, kar je prvo angelsko sporočilo. Dajte Bogu slavo, kar pomeni, da odražamo njegov značaj v vsak dnev. Bog, tukaj sem uporabil me kot sredstvo, da bi prvo ljubil svojo ženo, potem moje otroke, potem mojo cerkev in potem svet. Da bi se dotaknil življenja drugih ljudi. Se boste lotili tega? Izaija 2:22. Obrnite se proč od človeka, saj je kakor dih v njegovem nosu. Tako malo je vreden. Jaz sem mogel se obrniti proč od Jim Hohnbergerja in Bogu se moral pustiti, da je on življenje in luč mojega življenja in mojega zakona. Ni zakomplicirano. Zato sva Sally in jaz dinamičen duo, ker ona počne isto in to je čudovito. Bog vzame tvojo individualnost in tvojo unikatnost in to en čudovit in lep par, ki si ga sami ne bi mogli predstavljati. Torej ste prenehali biti sami, ker zato se gre. V vsakem zakonu. Kaj boste storili? Se boste zanašali popolnoma na Kristusa, ki deluje v vas in skozi vas in kooperirate z njim? Ni bilo, dokler ni Mojzes v Stari zavezi. Mojzes je bil poklican, da pelje svoje ljudstvo iz suženjstva in Bog kliče nas, moške, da peljemo naše družine ven iz suženjstva. Ampak dokler Mojzes sam sebi ni bil več zaupal in bil počasen za govor in krotek, da je Bog poklical da izpelje Izraela iz suženjstva. In to sem moral najti tudi jaz. Tudi jaz sem mogel nehati zaupati sam sebi v svojem zakonu, počasen zagovor in krotek tih. Razen če spet se povzpne Jim Hohnberger, bolj kot Kristus v meni in skozi meni. Mojzes je to rekel, ko ga je Bog poklical, da naj reši njegovo ljudstvo iz suženjstva, je rekel, kdo sem jaz? Mojzes se je zavedel, da je nihče. Da samo če pusti, da Bog prebiva v njemu, bo imel moč, da to stori. Kdo sem jaz? Da bi jaz šel do faraona in da bi jaz izpeljal tvoj izbran Izrael iz Egipta.
Kdo ste vi? To je vprašanje, ki se morate vprašati. Mojzes je to razrešil v svojem življenju, postal je orodje v Božjih rokah. In ko se zavedate tega v svojem življenju in dovolite, da Bog vstopi, potem boste vi postali dinamičen duo v svojem zakonu, prav tako. Poslušajte še tretji del, kjer bo govorila moja žena, kjer se bo fokusirala, kjer bo naslov fokus na njej. Jaz bom imel pa četrti del, kjer bom govoril o fokus na njemu. Torej, prisluhnite še naprej, ker želiva tudi midva, da bi vi postali dinamičen duo in orodje v Božjih rokah. Božji blagoslov.